Dobrodošli in lepo pozdravljeni v 31. epizodi AS podcasta. Vstopamo v teden, ko bomo dobili zmagovalca Lige prvakov. S Tinetom Zupanom v svoji družbi lepo pozdravljamo povratnika v našo dnevno sobo, Etiena Velikonjo in Nejca Vidmarja. Živijo. Nejc, ker je kampanja te Lige prvakov so tudi pravi navijači, si ti definitivno v zadnjih dneh bil pravi navijač. Vzdušje Neaplja te je močno posrkalo, sebe in svoje bližnje si obdal v sinje modro-bele barve. Prosim, malce nam povej o tej tvoji nepozabni izkušnji. Ja, duh Maradone še kako živi v Neaplju in ja, res enkratna izkušnja. Jaz mislim, da jo bo težko kadarkoli ponoviti, kajti bilo je res idealen timing. Vemo, da so tam goreči navijači, ampak išlo se je, da je bila zadnja tekma, da je šlo za naslov, da so končno lahko proslavili ta naslov takoj po tekmi, kajti vemo, 2 leti nazaj je bilo malce drugače, so že par kol pred koncem in ni bilo istega naboja. In ja, to je norišnica, no, tako izven stadiona kot na stadionu. Mi smo prišli na sam stadion 3 ure pa pol, če ne še več pred tekmo. Je bilo že tam 10-15 tisoč ljudi, gužva se je že začela delati, stadion je bil poln 1 uro pred tekmo, povsem, ko so zavrteli te znamenite Life is Life, ali pa kaj je bilo še, od Maradone pesem, to je cel stadion prepeval. Zelo navdušeni so bili seveda tudi nad to pesmijo Pedro, ne, ki je zdaj bog tudi tam. Ja. Tako da ja, težko opišem, to mislim, da je treba doživeti, kajti jaz mislim, da je malo tako čustvenih navijačev in res enkratna izkušnja. A se da to primerjati z tvojim nogometno-vratarskim udejstvovanjem, ta adrenalin, ki si ga doživel zdaj v Neaplju, če se da kakršnikoli obliki primerjati z... Še iz igralskih časov? Tako. Ne, težko je to. Pač, ko si igralec, je itak drugačen adrenalin, drugačen občutek, takrat, ko smo bili v Olimpiji, pa to sploh tisti časi, 2016 do 2018, ko so bili res tisti tudi za mene najbolj zlati, je bilo drugače to doživljaš, drugače čutiš, tle si bolj kot v bistvu samo opazovalec, ampak ja, če imaš to čas, da si lahko praktično na igrišču, da lahko pač tudi intervjujaš te igralce, je res enkratna izkušnja in ja, še kdaj bi jo ponovil z veseljem. Ampak ja, se pravim, težko bo spet prijeti na ta nivo, v smislu, to je bil moj debi na Te je poneslo. Ja, tako da bom po moje vsakič nova, če bi šel, bom kar malce razočaran. Zelo visoki standardi so. Težko bo to. In ja, res je bilo hektično in tudi to, kako ljudje potem, v bistvu, kaj so videli na sami televiziji, je povsem drugače, kajti mi smo bili res, po italijansko je vmes kar zmanjkalo interneta in vse, in nismo vedeli, da bomo sploh v prenosu ali ne. In na koncu, sem še vmes rekel, na koncu bomo vse speljali, tako kot je treba, še McTominaya smo, igralca serije A, smo lahko intervjuvali. Najboljšega igralca serije A. Ja, v nekem momentu je bilo, ti boš pa Conte intervjujal. Ok, super, za debi, super, gremo, ajde. In res je bilo tako, da pač Conte je bil 2 metra stran pri tvoji prijateljici. Diletki, tako da ja, je bilo in potem so rekli, ja, ko bo končal, bo verjetno k te prišel, ne? In res pride mimo, jaz se že zaletim, zelenc, congrats mister, kao, model je bil takoj izžet, samo tako, thank you, in je šel sam naprej. Fore pa, da so ga peljali na novinarsko konferenco splošno, pol so nam sicer obljubili, da nam bojo pripeljali nekoga drugega in ja, pol sem bonžorna dobil v roke, ampak ja, je bilo izkušnja res, toliko se je dogajalo znotraj te ure pa pol, da težko vse to opišem, tako da, evo. Tine, kdo in kje bi moral v naslednji sezoni slaviti kateri klub, da bi
nadgradil to neapeljsko izkušnjo v prihodnji sezoni, kar se tiče tega čustvenega vrtiljaka. A misliš za Nejca, kam ga pošljemo? Jaz mislim, da sam Hajduk ga še lahko dvigne. Ampak to že ene 2-3 kola med koncem reše, tako da ne bojo. Ampak to ne vem, če v naslednjih 10 letih mogoče, tako da ne vem, kaj bi mu priporočil. Mogoče Copa Libertadores, kaj tazga, da ga pošljemo. To bi bila kar izkušnja. Bomo. V Evropi težko. Po moje, to so te mediteranske zgodbe, Marseille, Napoli, to je nekaj, kar... Pa smo se mi tudi že večkrat v teh podcastih mogoče pogovarjali o tej hladnosti, pa ne samo slovenskega navijača, ampak slovenskega, kaj pa vem, človeka, tako v končni fazi imamo mi nek drugačen nacionalni pristop do tega. Lahko smo tudi jasno euforični, ampak takole ne. Tole pa mislim, da je vendarle nekaj ekstravagantnega. Ti si iz tukaj, iz našega studia opazoval obe slavi. Kako bi primerjal italijansko, špansko, proti španskemu slavju v smislu neke intenzitete, se da kakšne sporednice? Ne moreš primerjati, že po tebi, ki si bil v Barceloni ali pa po Nejcu v Napoliju, po vaših izrazih, ne moreš primerjati, ti si bil dokaj miren. Jaz tudi imam večjo sposobnost, kako bi rekel, ohranitve nekega treznega profesionalizma. Nejc mogoče kot malo bolj labilna osebnost. To govori kot v svojo življenje. Ja, to govori to golov tudi seveda. Ampak verjetno Barcelona veliko večja institucija, veliko več tudi navijačev iz praktično celega sveta. Napoli pa neka zgodba, res Napolija in povezanost, niso tolikokrat navajeni osvajati lovorike in ko pa jih je pa pol to, kar smo zdaj videli. In definitivno po mojem bi si vsak od nas le želel, da je bili na njegovem mestu, ker to doživeti definitivno je verjetno nekaj fantastičnega. Tako da Pa jaz mislim, da Barceloni tudi to ni šlo na roko v navednicah, da je prvenstvo rešila praktično že po El Clasico, se pravi ta tekmovalni naboj, mislim, da je ful pripomogel k temu, da si doživel to, kar si, da se je v zadnjem kolu odločalo ali Inter Napoli, da se je poklopilo še to, da Napoli igra zadnjo tekmo doma, ker v Barceloni takrat se je samo čakalo, ali se bo že po Espanjolu začelo slavje, ali se bo po Villarealu, potem se je izkazalo, da je bilo glih vmes med Espanjolom in Villarealom in tudi tam je bilo bučno, tudi tam je bilo divje, te parade so bile zelo množične, zelo intenzivne, ampak tako, kot si rekel, bilo je veliko ljudi tudi iz drugih držav, se pravi, bolj pridajo na ta slave, na te parade, malo tudi iz turističnega vidika, da malo vidijo, da probajo to doživeti. Tam pri tebi sem imel ta občutek, da pač tam prav prvinsko te ljudje doživijo to emocijo na nek bolj pristen način, kot pa v Barceloni, ki je toliko globalna, da imaš tam Špance, Italijane, Južnoameričane, Slovence v končni fazi in se pol ta prvinskost se malo... Niti neke ultra scene prave ni tam, zdaj v Napoliju pa ravno to, tudi ko gledaš te posnetke z helikopterja, celo mesto, to je gorelo, ali pa kakšne posnetke iz letale recimo, to je bilo bolano. Torej, ponovati se ve, na eni strani ultrasi, na drugi strani gostujoči ali pa kaj podobnega. Tukaj so na tej strani en del ultrasov, na drugi strani in dve tribuni isto zapolnjeni, ampak pač vse so ultrasi. Pač potem so tle normalni navijači, ampak iz obeh strani imaš ti navijače ultrase. To je norišnica, res noro. Slavili pa so tudi v Liverpoolu. Tine, kaj se je tam dogajalo, kako se je tam potekala parada? Ja, verjetno ste zasledili, da se je dokaj slabo končalo, tudi z neko hudo nesrečo, tako da je to vrglo neko črno luč na to zgodovinsko ceremonijo. Ampak jaz mislim, da je vse v tem, kar se pogovarjamo, je nek generalen problem tega današnjega korporativnega fuzbala, je tudi to, da v bistvu in te visoke cene vstopnic in seveda to, kar želijo te klubi imeti, se pravi
po eni strani ohranjati neko lokalno materijo s sezonskimi vstopnicami, po drugi strani čim več teh lož in VIP zadev, ki se dobro prodajajo, seveda spet nek kos teh turističnih vstopnic, ki jih lahko spet bolj mastno in na drugačen način prodajaš, in jaz mislim, da to generalno pač ogroža mogoče neka ta pristna vzdušja, v katerih sta zdaj Eti pa Nejc govorila. Mislim, da je to pač generalen problem, predvsem pri vseh največjih klubih, rekel bi v Angliji, pa tudi Real pa Barcelona zagotovo. In tle se pač odmika ta šport od svojega bistva, ki je pač bilo, da je to šport delavskega razreda, ne? In jaz mislim, da je evforija nekoga, ki to doživlja kot lokal patriot, vseeno čisto drugačna kot evforija nekoga, ki prihaja z drugega konca sveta. Mislim, da je to enkrat ena, da so v končni fazi predvsem vidva to doživela tudi s svojimi domačimi klubi tle v Sloveniji, in je zagotovo ti to na nek drugačen način pomen in kot igralcev in kot navijačev. Tako da ta struktura tega internacionaliziranega nogometnega navijača danes je seveda, bom rekel, odslikava neke moderne družbe, in da je pač neka vrhunska nogometna predstava zdaj ratala res pač na nek način kot predstava, kad greš v gledališče pogledati, v kino, v karkoli, in ne vem, to mogoče smo že stari, pa je to malo drugače kot tega, kar smo bili mi navajeni, ko smo odraščali. Pač jaz priznam, da mi to ni najbolj všeč, ne, ampak lahko greš pač naprej s svetom ali pa se ustaviš. Nejc, kaj bo s Contem? Usvojil je, izstavil račun De Laurentisu z željami za naslednjo sezono. A bo ostal? Zdaj čakamo. Ne, vse veš, kako je z njega, seveda, kakšno leto, dve, potem pa poči, tako da ja, zdaj bo težko je pričakovati, da bo en Napoli spet to ponovno. Vemo, kako se je prejšnja zadeva končala po naslovu, da je bilo v bistvu zgodovinsko ena najslabših branitev naslova. Po drugi strani so potem spet naredili ta preskok, da so iz zgodovinsko slabega položaja usvojili naslednjo leto prvenstvo. Za Conte pa ja, bomo videli zdaj, kako mu bojo prisluhnili, ker bo imel želje, kajti vseeno, bodimo pošteni, nismo pričakovali, da ko je Kvara šel v PSG, da bojo držali ta tempo. Na neki točki se je že Inter začel videti, oziroma že prevzel tisto pobudo, pa je prišla tista tekma, boš povedal, kjera? Bologna. In potem se je zgodil in takrat so, seveda, jim ta Liga prvakov ni šla na roko. Tako da, ja, Conte je zelo nepredvidljiv človek in ja, videl pa sem, da je tudi na tekmi, to je bilo gledati stresno gor, ki ga pogledaš, to je bil non-stop na nogah. A kadi? Tega nisem zasledil. Nisem mogoče dol, takole pod vizo. Ampak ja, in vmes na koncu v 90 minuti cel stadion se obrnil pred njemu, pač nek napev so imeli in se je čisto zdrl. Pač tudi potem, ko ste videli, ko so slavili, je bil zraven. Tako da je zelo emotičen in ga vidim, kako je v bistvu, da enostavno ne vidim, da lahko on v istem okolju na toliko dolg dela, ker je, ne vem, to ni človeško, to, kar on daje ven, pač je res nenormalne emocije in kako je strošen potem, kako je bil res prebledel, ko je šel mimo, jaz nisem mogel verjeti, da je takole šel mimo. Tako da, ne vem, jaz mislim, da bi zdaj on tle ostal na leta in leta, težko verjamem, da mislim, da bo slej ko prej tudi on šel naprej, kajti deluje mi tak človek. A misliš, Eti, da je pripravljen že z novo sezono prevzeti nov klub? Ali da bo šel zdaj po teh modernih smernicah trenerskih, da rabi nekaj časa, da pride k sebi in potem čez sezono dve zaštarta z novim projektom? Pa jaz bi prej rekel, da bo šel. Z vidika, ker on je izredno ambiciozen, njega polnijo praktično lovorike. In ne verjamem, da lahko Napoli nekako zadosti vsemu temu, da pripelje spet toliko igralcev, da bi bili konkurenčni na več frontah. Videli smo letos, kako je nekako v pokalu, po izpadu je praktično, je Napoli res imel fokus samo na en cilj in to je bilo Serie A. V naslednji sezoni z Evropo pa ja, ta Napoli ni spet tako strašno dobra ekipa,
kjer je tudi Inter dosti napak letos delal, kljub temu, da ima najboljšo ekipo in ja, mene bolj iz tega vidika mi deluje, da bi znal Conte mogoče poiskati neko novo, bolj ambiciozno okolje oziroma neko okolje, kateromu lahko pač zagotovi ekipo, kjer se bo boril za lovorike. Za Napoli pa ja, me je bolj strah v smislu, da bo težko se boril, sploh v Serie A in v Evropi enakovredno. Je De Bruyne res nogo in pol že v Neaplju? Ja, De Laurentiis prav, da je že ogledoval hiše, ne. Kako se bo Kevin znajdel v italijanskem fudbalu? Pa, jaz ne vidim težav, da se on ne znajde kjerkoli. On je mogoče največ, kar je opazno pri njemu v zadnjih 2 sezonah, je to neko padanje energetskega stanja, ne. Se pravi, on je bil poleg tega, da je tak ustvarjalec vedno tudi tunkaj največ pretekel, unkaj vse vodo, unkaj je vodo v smislu tega standardov, ne. Se pravi, če tok teče tvoj glavni igralec, bodo tudi vsi ostali tekli, drugače pa ne bo, ne. In tega mislim, da je De Bruyne vidno mu je tega zmanjkalo v zadnjih 2 letih, ampak vemo, da je pač italijanski nogomet, kar se tiče teh intenzivnosti in teh stvari, je pač drugačen in mislim, da mu na nek način to lahko odgovarja in da mu mogoče na nek način lahko tudi celo podaljša kariero, ker je bilo že veliko dvoma o tem, če bo sploh nadaljeval v Evropi. Zdaj, mislim, da je zelo pomembna stvar pri teh stvareh, kar se tudi njega tiče, glede na to, da gre za starejšega igralca, je to, kar je ti omenil, je to, da je Napoli letos ni igral Evrope, ne. In to za Conteja ni prvič, on je tudi s Chelseaom takrat osvojil naslov prvaka, takrat, ko je sezono prej Chelsea ni prišel v Evropo, sprav to je definitivno zelo velik faktor. Ne smemo pa pozabiti, da poleg Kvaratskhelia je Napoli izgubil tudi Osimhena, ne. Se pravi, to je mirno lahko rečemo 2 daleč najboljša igralca. Če primerjaš te 2 igralca z McTominayem, ne, ki je igralec sezone, McTominay se ne more z Lautarom Martinezom primerjati, tako po neki globalni kvaliteti, ne. To je pač neka sezona. Imel pa je fantastično sezono. Absolutno, celotne norišence, ne. In jaz mislim, da je tle absolutno glavna zgodba trener, ne. Kakorkoli, kako sta rekla, da je pač ta ekipa po neki kakovosti, ne moramo zdaj reči, da je ne vem kaj, je pa res, da se mi zdi, da so z izjemom mogoče Interja, ki ima neko stabilnost skozi leta, ampak tudi že zelo ostarelo ekipo. Vsi ostali, te italijanski velikani so v nekem čudnem tranzicijskem obdobju in Juve, kjer se zdaj veliko spet govori, da ne bi se Conte vrnil nazaj. In Milan, seveda, ki sploh ni v Evropo prišel, če se ne motim, in da je to tudi, bomo rekel, nek mogoče generalna slika tega stanja italijanskega fuzbola trenutno, kar je pa, če bi rekel, ne, da vendarle odstopa od kvalitete teh drugih najmočnejših lig ali pa moštev na svetu, je pač Inter 2krat v 3 letih v finalu Lige prvakov, ne. In nam to, mislim, da pove to, da se pač te pokalna tekmovanja, se pravi tekmovanja na izločanje, Evropska prvenstva, svetovno prvenstvo in Liga prvakov, če gledamo teh največjih, se odločajo na neke magične momente, ne. In magični momenti, ki jih je imel nešteto Real Madrid skozi leta ali pa praktično kjerkoli zmagovalca Lige prvakov, Evropskega prvaka, svetovnega prvaka, se spomniš, da je skozi neke čudne scene prišel do finala in se pravi, Inter je po tvojem mnenju lahko prvak na račun magične noči v Milanu, ko je izločil Barcelono? Pa lej, če gledamo tisti drugi polčas, ne, Inter se je izgledal, da ne more več hoditi, ne. Dokler se ni 37-leten Štoper pojavil v kazenskem prostoru, ker če se ne motim, nikoli prej v življenju ni dal gola v Evropi, ne, in 2 leti mislim, da ni dal gola, 2krat preživel raka, ne. O čem se sploh pogovarjamo, ne, to je tak čarobna zgodba, da Spielberg si tega ne more zmisliti, ne. Tako da je vse to nekako preživiš skozi tako sezono, zakaj pa ne, ne. Zdaj finale nosi neko čist drugo dimenzijo pritiska. Mislim, da tudi ne smemo precenjevati mogoče, koliko je Paris Saint-Germain kot v trenutni strukturi ekipe pripravljen na neko tako tekmo. Mi smo tudi videli, da recimo je imel Paris relativno v obdobjih tekme tudi relativne težave in z Arsenalom in da ne govori o tem, kako je šel naprej čez Aston Villo, ki je na drugi tekmi ekstremno visel, da je imel težavno tekmo na Anfieldu povratno, tako da tudi oni so šli že z neke te neverjetne momente. In v končni fazi, ko se vračamo na najbolj mitske zgodbe,
če si se že dotaknil tega, ne, Mehika 86, pa na kakšen način je Argentina šla prek teh še vedno nepozabnih trenutkov Maradone, una roka, gol pod Angležom in tako naprej, je to, bom rekel, v fuzbalu neka stalnica. Ne. Veste vi, da jaz zelo občudujem Antonija Contea in prosim, če me demantirate. V primeru, da je en velikan, govorimo o evropskem velikanu, v iskanju novega trenerja in po hitrem postopku potrebuješ rezultat. Ali bi vi kogarkoli drugega angažirali za trenerja, seveda v predpostavki, da razpolagate z vsemi sredstvi, kot Antonija Contea? Jaz mislim, da večje garancije ni, je pa res, da, tako kot si rekel, ne, to pride z računom velikim, to pride z verjetno neki relativno kratkim obdobjem in vprašanje tudi, kaj ostane za njim. Ne. Vem, da leta nazaj so bile, kar se zdaj sliši malo smešno, da je Manchester United ni hotel Contea za trenerja. Dejansko, če napelješ na to, ne, koga božga za Manchester United, da hitro preskočiš 20 mest na lestvici, ne, lahko najdeš, dobro, oni nimajo zdaj niti toliko nekih finančnih sposobnosti več. Ampak mislim, ja, da je težko primerljivo, je pa res, da danes klubi zelo gledajo tudi na to, koliko boš ti lahko in neko javno sliko ukazal, ne. Vemo, da Conte je nekdo, ki se javno spopada vedno s svojimi nadrejenimi, tudi ta odnos z De Laurentisom vemo, da je že zelo nakrhan, ne. Kako je šel iz Tottenhama, ta nam zadnji spomin in vse te zadeve, je, da ti pač vzameš dobro s slabim z njim, ne. In tako, kaj ti prej rekel, ali ne, obstajajo razlogi, zakaj on nekih daljših obdobij nikjer ne poveže in mogoče tudi ta njegov slog vodenja mogoče prenaporan za neka daljša obdobja. Je pa res, da tudi vemo, da tudi slog vodenja Pepa Guardiola je ekstremno intenziven, ne. Kar je mogoče najbolj fascinantno pri tej Contevi sezoni je to, da je on odstopil od tega svojega klasičnega taktičnega pristopa, govorimo o formaciji, ne. On je bil vedno nekak zagovornik tega sistema s 3 zadji, on je tudi ta sistem dejansko naredil modernega v angleškem fuzbalu takrat. Letos je pa pač glede na kompozicijo ekipe, ki je imel, zbral drugačno vrsto taktičnega sistema in to mislim, da kaže na to, da je to nek človek neverjetne sposobnosti in širine. In te stvari, kar je Nejc pregovoril, neverjetno je to gledati, to energijo, to obsedenost, ne. Sej, če se vrnemo mogoče na našo osnovno temo, mogoče smo šli malo predaleč v ta Napoli, ampak Simone Inzaghi, ne, povratna tekma z Barcelono, te mitske slike, premočen, teče z njega v obleki, norijo v robu igrišča, ne. To so neke te italijanske stvari, ki so toliko značilne in toliko nekako dramatične, in Conte je pač zelo podoben tip. Pa tudi iz vidika, jaz mislim, da igralcev, zdaj si predstavljali, da imaš ti to 4-5 let, da ti to gledaš. A veš, se to deluje leto, 2, 3, veš, na neki točki tudi igravci, potem pa, a veš, pa pride ups and downs, ko je gre navzgor, ti ješ, oziroma mu moraš verjeti, ne. Pa ko nekaj ne gre, pa ti pa gre na isti način, neko nasilo, guranje. Jaz mislim, da tudi iz tega vidika, čeprav pa njemu ni bilo, ajde, pustimo ta Tottenham, ampak da je imel blazne neuspeha, on je imel ogromno uspehov, uspešen trener, ampak vem tudi tako, ne vem kako težko mora biti pač na dnevni bazi delati. Na dnevni bazi to poslušati in na tak način in biti vsakič, razumeš, da si igralci in priješ in res mu jesti iz roke, po domače povedano. Pa delati to, kar on s to svojo energijo da ven, to mora biti tudi zelo, zelo naporno. Pa tudi nevarno zanj, mislim, ta osebna potrošnja, ki jo ima on, tudi to je noro. Jaz ne vem, kako se on regenerira, kako njegovo privat življenje izgleda, kdaj on se spočije, kdaj on spi, ker ta vznesenost, ta potrošnja je enormna. To kot da laufa maraton, vsak vikend, kako on izžet, kako si rekel, izžet pride po tekmi. To je bil ta pogled, to me bo dokončno pretirava, ampak res je bilo, dobesedno, da bi se sprehodil skozi mene, tako je bil čist dol in ne vem, kako lahko to tako funkcioniraš. To definitivno ni zdravo in ne vem.
Eti, za nami je praktično že v celoti ta sezona z novim formatom Lige prvakov, čakamo samo še finale. Ko potegnemo črto, ko bomo v nedeljo potegnili črto, a smo lahko zadovoljni z novim formatom Lige prvakov? Pa jaz mislim, da je bilo res veliko zanimivih tekem. Tudi velikani so imeli probleme že v samem prvem delu tekmovanja. Šli potem skozi tisto dodatno tekmo in na koncu še vedno pa, kakorkoli obrneš, dobiš najboljše ekipe, katere se nekako morajo udariti med sabo. Definitivno je nek format, ki pije vodo in ki se je po mojem kar dobro obnesel. Tako da, kljub temu, da na začetku je bilo marsikateri pomislek, nekako nisi razumel niti, kako bo to funkcioniralo. In si videl, da so se mogoče celo nekatere ekipe uštele in niso že praktično od samega začetka dokaj resno vstopile v samo tekmovanje in potem na koncu je marsikomu gorelo pod nogami. Če se notim tudi Parizu, do konca. Evo, danes ga gledamo v finalu, oziroma danes, v soboto ga bomo gledali. Meni je všeč pri tem sistemu, ker dejansko nimaš tudi v zadnjem kolu, včasih je bilo, si lažje prve 4 tekme si odigral in si tako vedel, da boš prvi. Tako, zdaj pa pač prvih 8 ali prvih 8 in hiter si lahko eno kiksneš, pa si hiter 9, pa nisi več v tako dobrem položaju in ni več, moraš 2 dodatni tekmi igrati. In je ta sistem tako za une, ki so dol, dober, ki imajo skozi neko upanje, da tudi če povežeš 4 poraze, lahko še vedno 2 zmaga, razumeš? In si tako spet zraven, medtem ko včasih, če si prvi 4 zgubil, si zelo težko prišel zraven. Tako pač in za une na vrhu in skozi v nekam čakaš, kaj bo, in ni nič garantiranega. Iz tega vidika neke bolj zanimivosti, jaz mislim, da je kar... Pa ne gledaš istih nasprotnikov, praktično vedno drugi nasprotnik, teže se pripravi tudi, že za same ekipe. Za moje pojme največji plus je to, da ta raznolikost, če se spomnim onega starega formata, se pravi, ti si tretje kolo je igral, Real Madrid s Šahtar Donjeckom in potem doma, potem četrto kolo so se pa samo obrnili. In je bilo tisto tretje, četrto kolo v Ligi prvakov je bilo res dolgočasno. Ta raznolikost, zdaj imaš pa vsak dan, in torek in sredo imaš res hude derbije. Minus pa ta, da, tako kot si rekel, tiste ekipe, ki so od 8. do 24. mesta, igrajo 4 tekme več v sezoni napram prejšnji različici. Se pravi, 2 že itak po defaultu, ker je 8, ni več 6, in po še 2 dodatni play-off. To se pa lahko v tistmu štakljivemu delu sezone, tam okoli februarja, ko lahko ti izpadeš iz Lige prvakov, iz domačega pokala, si ti pa lahko že sezona zamaja, ampak te tekme, količina tekem gre pa pričakovati, da bo itak šlo samo navzgor. Ja, in je tudi zelo odvisno, kakšen žreb dobiš. Tudi Pariz je imel ekstremno težek žreb v tem skupinskem delu in hiter se ti lahko stvari zakomplicirajo, ker vedno se pogovarjaš o tem, kdaj si kot ekipa v nekem najboljšem stanju. Seveda je najbolj pomembno, da si v najboljšem stanju v teh nekih zadnjih 2 mesecih sezone, do takrat moraš pa to nekako pripeljati, koliko je treba. Recimo Manchester City zadnjih let je bil, kar se tega tiče, doktorsko voden, vedno je prišel ta zadnji del sezone, pa vse zmagal do konca, pa bil prvak. Če govorimo predvsem o domačem prvenstvu, pa pač Liga prvakov je bolj nepredvidljiva, ker je sistemno izpadanje. In recimo Pariz v prvem polovici sezone niti približno ni bil Pariz iz druge polovice sezone. Takrat se je zadeva še, noben ne bi v tem skupinskem delu si predstavljal, da Paris Saint-Germain lahko v tako kratkem obdobju naredi tak preskok. Saj je bil dobra, gledljiva ekipa že takrat, ampak mi se spomnimo nekih tekem, recimo če primerjamo tudi tekem, ki so igrali v skupinskem delu z Arsenalom, so bili bistveno bolj nemočni, kot so pač zdaj pokazali na teh polfinalnih tekmah z istim nasprotnikom. In ta rast ekipe skozi to tekmovanje, kako ti to zmanevriraš čez prvi del sezone, ko imaš ogromno teh skupinskih tekem, domače prvenstvo, kako se ti ekipa sestavlja, kdaj so sestavili, je bil polet kakšen velik turnir reprezentančni, kar to vpliva na stanje in zdravje igralcev, in kako si naredil januarski prestopni rok. Se pravi,
Parizu je to dobro uspel s Kvaratskhelia, ki je mogoče nek odstop od te politike, ki smo zdaj videli po menjavi nekega modusa, ki ga Paris Saint-Germain ima, ampak na drugi strani si pač pol leta pred iztekom pogodbe dobil nekoga, ki verjetno sodi na svojem položaju med 5 najboljših igralcev v Evropi in si ga še mogoče bolj fascinantno vkomponiral v ta sistem, ker Kvaratskhelia je v Italiji vedno veljal za nekega individualista strogega, ne? Kar je, bom rekel, neka čist drugačen profil od tega, kar Luis Enrique hoče v svoji ekipi. Zato je pa on tudi takrat znamenito rekel, da bo Pariz boljša ekipa, ko bo šel Mbappé. To so zdaj neke preroške besede, tako kot Postecoglou, ki pravi, da v drugi sezoni vedno neki osvoji. In jaz mislim, da kar je fascinantno, je to, da oba dva finalista, se pravi, če govorimo o Parizu pa Interju, sta nek produkt ekstremno dobrega vodenja in v smislu na igrišču, se pravi, kakšne trenerje imata, in v smislu zdaj, kar mogoče pri Parizu prej ni bil primer, kakšna je struktura športne politike v klubu. In na nek način sem vesel, da sta ta dva kluba, čeprav so seveda tudi drugi klubi, ki so na podoben način dobro vodeni v Evropi, ampak da sta ta dva kluba nekako nagrajena za to, na kakšen način sta to izpeljala, delata, in zanimivo, da se srečujeta dve ekipe, prvo kot prvo, čist drugačno filozofijo nogometa, pa drugo kot drugo, čist drugačno starostno strukturo ekipe. Jaz sem prebral, da Inter je bil na prvi tekmi proti Bayernu v četrtfinalu, je imel najstarejšo ekipo v tej sezoni Lige prvakov, in to me pač zagotovo nobenega ne more presenetiti. Najstarejšo v tem tisočletju. In to je to pač fascinacija. Sej vsi smo vedeli, da je sanjski finale iz neutralnega vidika Pariz-Barcelona. Ampak ta fascinantnost tega srečanja, teh različnih svetov, to pa mislim, da je to v bistvu to tekmo naredi na ta način bolj bogato, kot če bi igrala mogoče Barca pa PSG, ki sta si po neki fizionomiji igre bolj podobna. Kdo je favorit? Težko zdaj, z vidika nekih izkušenj in tako definitivno Inter, glede na to, kako se znajo Italijani postaviti, in nekako, da so Italijani takrat, ko je najtežje, najbolj pomembno, da so najboljši. Če gledamo pa z vidika neke, mogoče tudi, sam bi rekel, neke individualne kvalitete, neke hitrosti, ima Pariz po tej strani neke možnosti. Za mene pač ni nekega favorita, ker res bo po mojem neka dnevna forma ogromno odločala. Zdaj pa zaslužijo si pa obojni, po kakšni poti so prišli, po eni strani Pariz brez nekih ekstra zvezdnikov, končno prava ekipa, deluje kot celota, po drugi strani pa Inter, tako kot si ti omenil zadnjič v studiu, tekma generacije mogoče, in kjer se zna lomiti, tudi usoda samih igralcev in politika pol kluba naprej. Jaz da manjšo prednost Interju, za Boga pa Inzaghi izklopi. Se zadnji tekmi že hodil v igrišče noter. Prišel iz drugega plana. Ni to Pipo Inzaghi, to je Simone Inzaghi. To je zanimivo, kar je ti rekel. Se v bistvu je res to zanimiva misel. Inter je v bistvu neka ekipa, ki je verjetno na koncu svojega nekega razvojnega ciklusa oziroma skupnega obstajanja. Paris Saint-Germain je pa dejansko ekipa, ki je na začetku, podobno na nek način kot Barcelona. Ekipa, ki jo pričakuješ, da bo v naslednjih letih, če bo ostala v približno taki strukturi, vedno tle krojila nek vrh ali pa bo vedno participant v teh zaključnih bojih. Inter ima mogoče neke čist drugačne poletne izzive. Ti Paris Saint-Germain, ki gledaš, kako sploh še ukrepiš to moštvo. Inter misliš, da bi lahko to prevagali, da bi recimo, da je tako, kot smo rekli, da je to za Inter last chance, oziroma zadnja šansa, da bojo zaradi tega, kakor pa da so na drugi strani te mlajši fantje, ki reče, ok, mi imamo zdaj pred nami še, sej vem, da tako ne razmišljaš, ko si v finalu, ampak vseeno, jaz mislim, da To je lahko breme za Inter, ne? A veš? Ja, po eni strani lahko je breme, po drugi strani pa jaz mislim, da je lahko tudi prednost, ker če bo neka tekma, ki se bo lomila ali pa to, mislim, da je to lahko na koncu tudi prevaga. Zdaj to je vprašanje za $1 milijon, da se razume, ampak to je ta dva svetova tudi po tej plati. Oni imajo pred sabo še, tako kot si rekel, ne veš, kako bi jih lahko sploh še pojačil. Po drugi strani imaš pa Inter, ki
naslednje let bojo za 5% počasnejši, da bo treba kam bo šel kdo, razumeš, in ne bo več ista ekipa. Tako kot smo se pogovarjali, tekma generacije iz več vidikov, se pravi, Inter je v zadnjem obdobju na teh pomembnih tekmah, na finalih, na odločilnih tekmah kiksov. Imel to nesrečo, da je igral proti verjetno najboljšemu Manchester Cityju takrat 2 leti nazaj v finalu. Pa odigral fantastično tekmo. Ampak moj zagovor Interju v smislu osvajanja je ta, da je pač to ena ekipa res izkušenih možakarjev. To niso fantje, to niso otroci pri Barsi, ampak to so možje, ki imajo otroke, ki se zavedajo, da je to verjetno njim res zadnja priložnost. Se pravi, slej ko prej gre pričakovati, da bo ta ekipa Interja prišla do neke prenove, verjetno že po tej sezoni, in iz tega vidika si te fantje, ta ekipa, ta klub zasluži to lovoriko Lige prvakov, ker so konstantno v vrhu italijanskega fuzbala, drugič v 3 letih igraš finale Lige prvakov in imaš ta magični moment v tej letošnji sezoni, tam je blizu, ne? Tam je bil všeč, ta argument je močan kamenček v tem mozaiku lahko na koncu. Na drugi strani pa Pariz, zmagal bi fuzbal nad Narjem, če bi ta Pariz osvojil Ligo prvakov. Se pravi, ti si z Messijem, Neymarjem in Mbappejem letel v osmini finala Lige prvakov ven, potem pa spučeš vse zvezdnike, komplet rekonstrukcija ekipe, popolnoma komplet drugačna metodologija dela in ti prideš s temi fanti v finale Lige prvakov in lahko osvojiš. Wow. Vse to je moderni. Jaz sem večkrat rekel, da zame Paris Saint-Germain igra nek fuzbal prihodnosti, ne, se pravi, oni niso, oni imajo lahko mogoče težave na različne načine, ampak recimo mogoče na trenutke neke odločitve teh mlajših igralcev, Barcola, Doué, ki so neverjetni talenti, niso takšne kot recimo Dembele, ki ni štartal proti Arsenalu, se je zelo poznal na ta način, tudi pressing šepa, nima toliko agresivne te kompozicije zadnje linije kot Barcelona. Vseh nekih teh stvareh je mogoče, ampak od vseh stvareh je pa zelo dober, ne? In mislim, da je Pariz ekipa, ki lahko na največ različnih načinov zmaga, ne? Ker mi smo tudi videli različna obdobja na teh, če se vrnemo na zadnji 2 tekmi z Arsenalom, ne? Da so oni pokazali tudi to, da se oni tudi znajo postaviti, da so imeli na obeh tekmah neverjetnega vratarja, ne? In da so se oni tudi vlekali čez te stvari in to je fascinantno, da oni niso samo pač neka mladostniška, super tehnična, moderna verzija nogometne ekipe, ampak da oni znajo tudi zagristi. Jaz sem videl Marquinhos, ne, mislim, da je igral 16 izločilne boje v karieri, ne, in da se ti vedno vrneš, se pravi, ni sama mularija, vrneš, pa spet probaš, to je nek fokus, neka mentaliteta, ki je ni za podcenjevati, ne. In moraš se s tem spopasti, če mi recimo vlečemo te paralele med Parizom pa Barcelono, kako se Inter lahko, če gledamo recimo za primer drugi polčas tekme na San Siru, ne, ki je bil iz vidika Interja grozen, ne, če se nekaj takega podobnega zgodi, lahko Inter se bori proti tem napadalni trojki Pariza in proti tej vezni liniji, ki je verjetno v smislu presinga in držanja žoge, se pravi kombinacija obeh teh najbolj pomembnih stvari, najboljša na svetu, ne. Jaz mislim, da je veliko v tej tekmi odvisno od tega, v kakšni neki dnevni verziji bo Pariz, ne? Ker jaz mislim, če greste oba dva na optimalno verzijo, da je Pariz bistveno boljša ekipa v smislu in to, kar si rekel, hitrosti, energije, tehnike, raznovrstnosti zabijanja golov, ampak ja, magični trenutki, ne. Se pravim, ta Pariz s to tranzicijo, če se bo Inter spustil v nek dir, nima možnosti, ampak če so uspeli zaustaviti Barcelono na kakršenkoli način že, Če pogledaš, oba, v bistvu, kaj rabiš, da tu se priješ v finale, rabiš 2 ekstra vratarja, pač Zomer verjetno skoraj tekma življenja, na drugi strani isto Donnarumma, ampak
pismo in ne vem, težko bi se, tudi se pravim, kaj bo prevagal na konc. Dejstvo je pa, da Interja, tako kot smo rekli, jaz ne moram se spomniti ene situacije na tekmi polfinala proti Barci, Zomer poda, mislim, da je Dumfriesu on v out. To jaz še nisem videl enega Interja, ki vemo, da je bilo zmeram, vemo, kako pa je prišel. Oni, da bi se na Zomer podal prvemu do sebe, ta je v out nabil. Jaz sem rekel, ok, tole zgleda grozno. Jaz nisem še videl Interja v takem, pa Inter je seveda, da se je skozi. Ampak to je proti koncu sezone se je začelo dogajati, ker oni so dosegli nek vrh, se mi zdi, proti Barceloni. Fizično in so padli, to tekmo, ki si ti toliko omenil in praktično napovedal. Takrat so že bili prazni proti Bologni, tudi zadnjo tekmo, ok, dosti menjal vse, ampak ne deluje sveže. In zdaj, a ti lahko, ko priješ v neko utrujenost in fizično, predvsem pa mentalno, a si ti sposoben za eno tekmo, vse pripravo se boš, časa boš imel dovolj, ampak si sposoben spet odigrati praktično popolno tekmo, tako kot so proti Barceloni. Kar pa je. Ne, pač tako, kot so proti Barceloni, ker oni so pač to golo daš proti Barceloni, so jih tudi dobili, ampak potem to izpostavljenost na bokih, Dumfries, ok, verjetno je, da najboljših, če ne najboljši, poleg Hakimija recimo, koliko časa in Di Marco na drugi strani, koliko časa bojo oni uspeli to nekako zaustavljati Pariz, tle jaz mislim, da tle me najbolj skrbi za Inter. Za Inter, tle se tudi jaz strinjam, recimo, kaj jim zdaj ne gre na roko, dejansko PSG rešil že to že in oni prihajajo res na 110 posta. Medtem, ker en Inter imel še v petek nekaj v igri in spet neko razočaranje. Po pokalu in to, jaz mislim, da iz tega vidika zna biti breme, ker pa še koliko ti si kiksnul na 3 frontah, pač na odločilnih mečih. Torej, ajde, pustimo, v pokalu so v polfinalu ven leteli proti spet najbolj gorečem rivalu. Pol imaš državno prvenstvo si izgubil na zadnjo kolo. Pač ok, niso imeli v svojih rokah, ampak vsem. Pa tle boš zdaj imel spet to šan. In tle, z vidika neke razbremenjenosti tega, kaj da se ne bo spet ponovil to, je PSG veliko boljšem psihološkem vidiku. Je pa kaj zanimivo, oni so v bistvu vrgli ven Bayern pa Barcelona, dve mogoče ekipi, ki sta po slogu igre zelo podobni Parizu. In jaz bi vseeno tako rekel, na trenutke se to v tem današnjem TikTok svetu fuzbala zdi skoraj heretično, ampak jaz, ko sem gledal prvo tekmo Barcelona-Inter, pa ko sem bral in poslušal, kaj se je o tekmi govoril po tekmi, jaz sem mislil, da je imel 12 golov, pa da je bilo 46-0 za Barcelono. Ampak Inter je odigral zelo kredibilno taktično tekmo že v Barceloni, praktično za takle offside ni zmagal tekme. Se pravi, ekstremno efektivno, kar govorimo v top pripravi tekme. In tudi, če gledamo povratno tekmo, prvi polčas je Inter odigral perfektno. Barcelona tam se ni zdel, da bi lahko na gol udar v drugem polčasu in pač ta transformacija in kako je Barcelona drugi polčas odigrala svaka čast, ampak tudi kako je Inter, ko smo se pogovarjali, dejansko umrl. Ampak kako se je pol rešil s tem golom Ačerbija na koncu in spet podaljšek je bil spet druga tekma. Se pravi, mi v bistvu se mi zdi, da se generalno gleda to kot nesrečni spad Barcelone predvsem na podlagi tega drugega polčasa v Milanu. Se je bila Barca veliko več šans imela tudi na prvi tekmi, jasno, ker pač ima brutalne igralce spredi, ampak mene moram reči kar nekako motil to, kakšna je bila neka javna percepcija tega Interjevega napredovanja, da je bilo to res totalna sreča. In bi rekel, da je ta ekipa šla čez neke toliko zahtevne stvari na podlagi tega seveda, da je super ukomponirana, da je že relativno dolg časa večinoma skupaj in da je pač res vodena strani nekoga, ki je, kot kaže, pač dokazal čez leta, da je trenerska zver. Inter je bil tudi v finalu Lige Evropa, mislim, da je osvojil 2 kope Italije v teh zadnjih 5 letih in tako naprej, tako da to je ekipa, ki je tudi večinoma s temi igralci veliko stvari osvojila. Pariz pa v tej trenutni kompoziciji
ok, zaenkrat osvojil vse, kar je lahko v tej sezoni, se pravi, oni napadajo trojček, ne, kar je, mislim, da zelo pomembno omeniti. In še ena stvar, dejansko igrajo še klubsko svetovno prvenstvo. Ne. Smo se prej pogovarjali izven etra, a klubsko svetovno prvenstvo šteje še to sezono, ne, se pravi, če oni lahko dejansko osvojijo 4 lovorike, ne. Ligo že imajo, pokal francoski so osvojili, Ligo prvakov in še klubsko svetovno prvenstvo. A polo stopaš, ko slovi Enrique, ali kaj narediš? To trenersko izhodišče obeh trenerjev na tem finalu je diametralno nasprotno. Se pravi, kako se rekel, če Luis Enrique in PSG ne osvojita, po moje bo retorika nekaj v tem smislu, odlična sezona, ni nam uspelo, bomo naslednje leto. Ne. Se pravi, ekipa imaš mlado, sistem je vzpostavljen, mogoče igralca 2 dodaš in naslednjo sezono štartaš spet, in sploh. Če mi Inter na drugi strani, da Inzaghi kiksa, da tle zgubi, se pravi, tretjo lovoriko od 3, ki smo se še mesec dni nazaj pogovarjali tudi o Interu, morebitnem trojčku, ne. Plus te stari igralski garnituri, kaj pa z Inzaghijem, pa ga absolutno cenim maksimalno, ampak tudi Inter kot klub je potem na neki pred močno prelomnico v smislu trenerske izbire, ker Inzaghi si je gradil ekipo okoli sistema 3-5-2. Da pride v Inter nek drug trener, ki ne goji tega sistema, ki goji sistem 4-3-3, kot ga, ne vem, 80% trenerjev trenutno gojijo, ti nimaš vingerja, ti nimaš enega krilnega igralca v tej garnituri Interja. Ti nimaš pravih desnih in levih bočnih branilcev. Di Marco in Dumfries sta fantastična krilna bočna. V 4-4-2, v 4-3-3 vprašanje, kako bi bilo. Tako da Inter je tukaj tudi pred nekimi večjimi izzivi na klubski ravni, kar se tiče prihodnosti v primeru neuspeha, ker mislim, da lahko samo še kako sezono stisne s tem kadrom, s tem sistemom v primeru neuspeha v soboto. Ja, mislim, da rabiš pol neko revolucijo zganjati v ekipi, to je prva stvar. Je pa mogoče tudi res, ne, te stvari, ki si zdaj rekel, ali pa kar je pač že Nejc pregovoril za Conte, ne, da mogoče pri neki, a veš ti vseeno, a vidiš Simona Inzaghija, skozi ga vidiš kot nekega mehkega kandidata za te največje službe, ampak dejansko ne Inzaghi je pa top kandidat. In ta tekma mi bo to definirala. Recimo, ne. Ja, ampak na nek način je pa mogoče tudi zagotovo, ne, ti pomaga, če osvojiš Ligo prvakov, absolutno, ampak na nek način je pa verjetno to tudi posledica tega, na kakšen način ta Inter funkcionira, pa na kakšen način je uspešen, ne, se pravi, da je to vendarle neka ekstra taktično zvezirana, pragmatična, rigorozna ekipa in da si dejansko vsi ti večji klubi zdaj želijo nekaj drugačnega. Sej tudi ta, recimo, če damo nek najbolj svež primer, prehod iz Ancelotija v Xabija Alonsa je dejansko na nek način podobna stvar, ne. Še posebej, če bo Alonso, kar sicer ni razkril na tej svoji prvi novinarski konferenci, zdaj spremenil sistemu 3 zadnji, kar Madrid nikoli ni igral, ne. Ampak njegova filozofija fuzbola je seveda čisto drugačna kot Ancelotijeva, ne, ker Ancelotti je vendarle bližji Inzaghiju, bom rekel, ne, kot Alonsu, pa Flicku, pa Enriqueju, ne. In dejansko so te stvari kar kompleksne in da danes te vrhunski klubi iščejo te trenerje, ki na proaktiven način preganjajo te lovorike, ker to na nek način daje tudi nek bolj, se mi zdi, boljši mogočen javni imidž kluba, ne, da si ti pač ekstra ofenzivna ekipa, vsakega napadaš levo, desno, kot da pa ti to osvajaš na neke take herojske momente in bi bilo zanimivo videti, kako bi mogoče Inzaghi tudi obstajal v nekem in mogoče drugem državnem prvenstvu, kako bi se lahko na te stvari prilagodil, ker njegova trenerska zgodba v zadnjih recimo desetletju, že tisto, kar prej počel z Laziom in to je ekstra fascinantna. Ne. Ker tako kot je Inter v svoji najboljši različici imel izdelan build-up od Zomarja dalje, tega ni bilo v Evropi. Kako je ekipa ob visokem presingu bila nemočna,
s tem izigranjem trojke in s temi krilnimi bočnimi branilci, ki so ti vedno dali solucijo, da prideš ven. V primeru težav pa dolga žoga na Tirama, prej Lukakuja, prej Džeka, nekaterih teh močnih napadalcev ob Lautaru, da zadrži to žogo in da pride ven. To je bilo fascinantno, ampak jaz mislim, da bo Inzagija definirala zdaj ta tekma v smislu, a bo šel z lovoriko Lige prvakov po teh legend, ali bo bolj padel ta Artetin rang. Dva finala zgubiš, taka, ne? To se mi zdi kar problematično. Vse, recimo, če ti zdaj mi je padel en primer, pa Rafa Benitez, ne? Rafa Benitez v Liverpoolu je bil dejansko v vseh sezonah enkrat blizu, da bi bil državni prvak, ampak ga ta 2-5 Liga prvakov Istanbul nesmrten, naredi nesmrtnega in to se mi kar nekako zdi, da se tudi še posebej po tem Calcipoliju, pa kar se je dogajalo v italijanskem fuzbolu takrat, v tistem času se kar nekako vsi te intervjuji naslovi prvakov takrat malo podcenjujejo, ne? Da je bilo vendarle včasih veliko težje biti prvaki v Italiji in v Italiji je vedno lažje biti prvak, če imaš ti neko čudno obdobje Juventusa, tako kot je v tem trenutku, ne? In se mi zdi, da bi si mogoče, da so to mogoče neumna beseda, ampak ta Inzaghi tudi zaslužil neko tako stvar, glede na to, koliko je nekih dobrih stvari naredil od teh zelo specifične taktične igre. Inter je dejansko od vseh velikih klubov v Evropi edini, ki igra na ta način, ne? Vsi več ali manj igrajo štirimi zadaj, ne? Vsi te, ki dajo neki nase v tej eliti svetovnega fuzbola, tako da je na nek način tle Inter neko odstopanje od tega, kar danes pojmujemo kot to, kar kar ne bi igrala velika evropska klubska ekipa. In meni so taki špijuni všeč, veš, da se en malo vali z nekčem drugačnim. V končni fazi, ne, vi ste dobili takrat 2-0, ne, ki je in taktično podoben in pač nacionalno, da ne govorimo, ne, in ta 46. trenerska menjava v tisti sezoni je mogoče bila idealna za trenutek za neko omejeno obdobje. Za nek določeno obdobje, ja. Sem pol, ko imaš pa že 33. čisti trening, pol pa še malo to, o tem ti govorim, da pač ja, poveš, da danes je torek, danes imam 6 podaj na levo, 7 podaj na desno. Torej, to niti ena ponovitev več, to je vraževerje. Italijani so znani po tem, da so zelo vraževerni, tudi iz vidika vseh treningov, smo tudi te, ko se je šlo kdaj na tekmo kam, pa je mogel vse isti protokol, knjiga brati. V glavnem to pač Italijani znajo biti zelo specifični in zato govorim zmeraj, ko se vračamo na te trenerje. Mislim, da to prenašaš več kot 1-2 leti, zna biti kar naporno, sploh če recimo začnejo pol te rezultati škripati, dokler se rezultati vse klapa, ne. Vse to je v bistvu neka najbolj znana stvar pri Guardioli, ne. Zelo težko je on je zdaj, mislim, 15-16 let že prvoligaški trener na vrhunskem nivoju v Evropi, zelo težko je čez 10 let pa pol kot trener ostati relevanten, ne. Prihajajo mlajši, recimo, če primerjamo Mourinha pa Guardiolo, ki sta imela recimo relativno istočasni trenerski vzpon, pa sta bila takrat skozi rangirana kot neka dva najmočnejša trenerja v Evropi in tudi skozi neka rivala za te največje stvari. Bom grdo rekel, Mourinho v zadnjih letih lahko neka karikatura samega sebe, Guardiola pa je 100-krat znotraj svojih nogometnih idej naredil evolucijo, ne. In lih to, kar si rekel, ne, 150 čisti trening, ne, na ta način se izpoješ, ne, če ti v bistvu skozi ne razmišljaš o tem, kako se boš na nek način spremenil. In jaz mislim, da tudi te konkurenca, če si tak, da te to žene, da hočeš biti skozi uspešen, kar ponavadi te serijski zmagovalci so, ne, te tudi konkurenca sili v to, da se na novo postaviš in na novo zamisliš si svoje nogometne ideje, ne. In Guardiola je mogoče lik zaradi tega, ker je vsi najboljši trenerji večinoma danes vegetirajo proti angleški ligi, ne. In na nek način te tudi ta konkurenca kot trenerja dela bistveno božga, ne. In tle je, mislim, da pri trenerjih vedno obstaja nek rok trajanja, dokler te metode lahko delujejo, če se ti sam pri sebi ne zavedaš tega,
da nekaj isto skozi leta preprosto ne bo Jaz mislim, delovalo. da se je to Guardioli v letošnji sezoni ravno njemu zgodilo, da je prišlo do te nasičenosti v slačilnici in da enostavno ni znal, zmogel več vseh teh fantov, ki imajo polne vitrine lovorik, zmotivirati do te mere, da bi bili še naprej konsistentni, uspešni, tako kot so bili. No, in da se potem na podlagi njegovega renomeja, ker tam, ko smo se bojali november, december, vsak trener bi visel tam, ne. 95 bi jih odletelo, ampak Guardiola je imel to moč, ta privilegij, da je lahko vstal in da se je obdal z nekimi novimi igralci in zdaj počasi dela rekonstrukcijo te ekipe. Je šel Walker, gre De Bruyne, pripeljal si Marmuša, pripeljal si Kusanova, se pravi, delaš neko notranjo evolucijo v tej ekipi in tukaj v tem primeru se lahko edini primerja s Fergusonom, da mu je uspelo na dolgi rok preživeti težko obdobje in da zdaj, kot kaže, bo ponovno v novi sezoni nekimi novimi obrazi gradil ta Manchester City velik naprej. Ne? Mislim, da smo to že tudi večkrat rekli, da so te veliki trenerji vedno sposobni narediti več velikih ekip znotraj istega kluba. Ne? To je ta veličina. Ja, tako. Ne? Pri Fergiju je to znana stvar, Guardiola je tudi večkrat zdaj v tem zadnjem času, ko so mu to naprej metal rekel, ne? Saj mi smo to že dvakrat, trikrat naredili. Ne? Saj ekipa, ki sem jo jaz dubu 2016, nima veze s tem, kar je igral 5 let nazaj, pa kar igra zdaj. Saj je logično, če pogledamo neke ekipe, ki so igrale velike tekme, Manchester City par let nazaj, te preseneti, koliko je velik sprememb, ne? In ta konstantna. In lih to je, kar si izpostavil dobro, je pač nekako velja za največjo napako Cityja, da ni reagiral poleti, ki bi mogoče trenutek, da neke stvari tudi mogoče malo na silo narediš, ne? Da začutiš to, da je mogoče in si probu še in si se v bistvu vzeti za leto. Ok, ne smemo podceniti poškodbe Rodrija, jasno. Na to se lahko stokrat vrnemo, podobno kot Saka pri Arsenalu, če sta to dva igralca, ki sta zdrava čez celo sezono, jaz mislim, da liga bistveno drugačna, to seveda nimaš vpliva na to. Je pa zdaj iz tega vidika mogoče v tem trenutku, tako kot si ti tudi vprašanje začel, oziroma temo, je mogoče prvič se pojavil nek dvom, a je Guardiola v tej fazi svojega življenja in kariere sposoben zdaj narediti še enkrat na ta način ta premik. V končni fazi tej ideji, da bo to brez težav ratalo, ne ustreza niti dolžina njegove pogodbe, ki je relativno kratka. To se tudi zdaj pač recimo vidimo na primeru Florijana Wirtza, ne. Gre za enega igralca, ki spada med pač najbolj zaželene zagotovo v Evropi, vemo, da je na trgu, vemo, da je cena astronomska in vemo, kot kaže, da bo prestal pri Liverpoolu, ne. In se ti zdi par let nazaj bilo nemogoče, da kdo zbere kakšen drugi angleški klub, če je City v igri, ne. Ampak v tem trenutku Liverpool v primerjavi s Cityjem lahko ponuja neko bistveno bolj stabilno 3, 4, 5 letno zgodbo, ker je Slot v bistvu prvo sezono še zaspelo, ve se, da bodo veliko trgovali in da gradijo neko ekipo, ki naj bi funkcionirala na dlje časa, pri Cityju pa dejansko veliko več vprašanj. Da se vpraša, ok, jaz bi delal z Guardiolo, ampak a bo Guardiola tle še 2 leti, ne vem. Ne? In to so vse pač neke relevantne stvari, ki te tudi na koncu omejujejo pri tem, na kakšen način lahko klub glede ekipo. In v bistvu, če se vrnemo na Inter, Inter bo imel te iste dileme, kaj se bo zgodilo s trenerjem, kdo vse bo šel, in se potem tudi igralci seveda sprašujejo, kakšna destinacija je na koncu boljša. Ne? Prej, ko smo govorili o Conteju kot neki instant rešitvi, a misliš, da bi lahko bil Conte tudi neka dolgoročna rešitev, predvsem iz tega vidika njegove težavnosti, kar se tiče karakterja. Kakšen profil trenerja može biti, da v tem današnjem zelo, zelo ekonomsko-športnem poslovnem svetu obstaneš 5-6 let, poleg seveda, jasno, da imaš rezultate? Pa jaz mislim, da bi težko, glede na to, kako on funkcionira. Recimo, medčloveški odnosi so na koncu res pomembni, sploh ko delaš toliko časa skupaj in
kar je prej Nejc omenil, mi kar deluje nekako, da kaj za njim ostane. Ne? Na isti način mi je deloval mogoče Mourinho, ko je imel uspehe, pa za njim je potem ekipa imela vedno probleme. Ne? In tle je pač Guardiola nekako znal to zapeljati drugače, tako da ne verjamem, da bi lahko on delal na daljši rok. Ima pa kvaliteto neverjetno, da pač osvaja lovorike. Ne? Pa se Mourinho je podoben primer, ne? Se Mourinho je bilo vedno ta fora v tretji sezoni, se mu vse podrene, se pravi, to so ljudje, ki so ekstremno intenzivni. Rekel bi sicer, da ima Mourinho na nek način drugačno čustveno inteligenco kot Conte, ki je mogoče bolj nekdo, ki ima distanco do igralcev na neki to, kar se je rekel, človeški ravni, kar mogoče na dolgi rok lahko rata problem. Mourinho je bil pač v svojih najboljših časih je bil genij tega, kako je igralca prepričal teh zgodb, je neskončno, kako jih poleti kliče, pošilja SMS-e, rabim te to, ono, levo, desno, da jih dobi na svojo stran. In spet ne, vračaš se temu, da vse metode imajo na nek način verjeten rok trajanja. Ne? In če nekaj isto počneš toliko let v enem klubu, se ti slej ko prej lahko zadeve zavrtijo drugače. In v bistvu to, kar je Nejc rekel prej za dotičnega trenerja, ne, da se ti ta repetitivnost ti rata problematična, ne, zato je pa tudi, če se vračamo na nekoga, ki je pojem tega dolgoročnega obstoja v klubu, se pravi Ferguson, on je vedno v pravem trenutku odrezal te igralce, na katerih je začutil mogoče, da ali da pada motivacija, ali da so ratali mogoče preveč neodvisni od tega, da ne spoštujejo avtoritete, ali da v primeru, kot je bil Beckham, ratejo neke persone, ki presegajo meje fuzbala, niso več na ta način lačni. Tako. In zdaj pravi moment je tega, da narediš ta klik v ekipi, moraš imeti in srečo in pač ogromno nekega znanja in razumevanja, po moje funkcioniranja neke psihologije skupine. Ne. Krivico delamo Enrikeju, premalo ga omenjamo glede na njegov uspeh v letošnji sezoni. Gospod je praktično brez pravega napadalca prišel v finale Lige prvakov in eno tekmo oddaljen od trojčka. On ima izkušnjo z osvojitvijo Lige prvakov in s to transformacijo te ekipe, s to njegovo življenjsko zgodbo ob izgubi hčerke, mislim, da absolutno nič manj, kvečemo več argumentov za ponovno veliko slavje kot Inzaghi na drugi strani in za kontinuiteto neke zgodbe. Ima podporo katarskih lastnikov, ima mlado ekipo, ima vizijo, ima moč, če je on uspel z Mbappejem tako sfurati v lanski sezoni in tudi na ta način komunicirati z javnostjo. Se pravi, lahko govorimo o zelo podcenjenemu trenerju trenutno na trenerski evropski tržnici. Pa ne bi rekel, da je podcenjen. Na koncu je še vedno v Parizu, kjer ima praktično na voljo vse. Mene predvsem pri njemu me je fasciniral tisti posnetek z Mbappejem v vseh tistih problemih, kako ga je on motiviral, kako je v bistvu mu dal jasno vedeti, kaj pričakuje od njega, kot recimo glavne figure, glavnega igralca in kaj bo pomembno za njega v življenju. Je pa tako, da na koncu so vsi ti veliki trenerji neverjetni motivatorji in kaj ti delati na dnevni bazi non-stop z enimi in istimi obrazi, je izredno težko in te nekako izčrpa. Tako da njegovi uspehi pa ja, in v Barceloni in zdaj, kaj mu uspeva s Parizom, praktično Pariz se je čakalo toliko let po vseh teh igralcih, pa tudi velikih trenerjih, ne, ki jih je Pariz imel, praktično v Evropi niso bili konkurenčni oziroma so prišli do neke meje, ampak osvojiti pa jim ni uspelo. Ne. Če bi bil ravno zaradi njega mogoče tako sam izredno zadovoljen, da bi mu uspelo tudi s Parizom, s to ekipo, mlado ekipo, brez mogoče največjih zvezdnikov poimensko, kljub temu, da so to že zdaj sami zvezdniki oziroma zvezdniki v nastajanju. Kdorkoli bo zmagal, bo to filmska zgodba. Ne? Prej si govoril o Interju in Čerbiju, recimo tle imaš pa tudi to zgodbo, ne žalostna zgodba, ampak ja, tudi to je
nekako lahko vedno nek vir motivacije. Ne? In jaz mislim, da bo res zanimivo, kdo bo osvojil. Jaz mislim, da kdorkoli bo osvojil, bo več kot zasluženo. Preskočili so takšne in onake te ovire in jaz mislim, da po tej sezoni lahko naredijo lep dokumentarca v obeh ekipah. Na Netflix. Se ti spomniš Enrique v Španiji na zadnjem svetovnem prvenstvu, ne? To je bila ekipa, ki so jo vsi razglasili, da je v bistvu bila nek znanik smrti tiki-take, ne? Se pravi, spomnim se spada proti Maroku, ne? Tekma, v kateri se ni zgodil nič, razen da je imela Španija 95% žogov, da se mi 4 med sabo podajamo brez šuta na gol, ne? In tudi njegov produkt, ta Paris Saint-Germain, je čisto drugačen od tega, kar je bila recimo tista španska reprezentanca. Se pravi, to nam mogoče spet daje vedeti, da je to nek trener, ki se je pripravljen spreminjati, ki se je pripravljen soočati z nekimi svojimi problemi, verjetno najbolj kritičen do samega sebe. Meni je všeč, ker je frik, ne? Ker je nori kolesar, ultra razmišljajoč lik, ima neko svojo špuro, neko svojo pot in to, kako se on tudi vedel se je, da on na nek način v tem sistemu, ki ga je ti prej omenjal, tega bivšega Pariza, da to je on x-trener za to, ne? Se pravi, ti tam si rabo nekoga, ki bi Ancelotti te 3 gor malo božil, pa gremo, ne? In zdaj to, da so oni ta preklop naredili, je v bistvu na koncu neka posledica tega, na kakšen način so prejeli te lekcije svojih te uspehov, na kakšen način se je vključil ta Luis Campos, ki je pač neki možgani cele te operacije, če gledamo igralsko križanko, in kot si na začetku dal neko istočnico, v bistvu, če Paris Saint-Germain osvoji Ligo prvakov, da je to na nek način dokaz tega, da je bila prejšnja ideja in politika napačna in da je to pravilen koncept, ki te lahko nagradi, ne? Je pa dejansko res, da je mogoče tudi ta 2 nasprotnika v Ligi prvakov, kar sem rekel že prej, po vseh teh stvareh sta si povsem različna, po tem, kako jemljeta nogometno taktiko, kakšno idejo imata, kako pride do zmage. Sta največji dokaz, kdorkoli zmaga, je, da ni pravilne poti do uspeha v nogometu, ne? In zato je pač ta šport toliko lep, toliko bogat, ker je na nek način refleksija življenja, ne? In praktično lahko pozdravimo kogarkoli, ki bo to Ligo prvakov osvojil, ker bo pač na nek svoj način osvojil drugače od nasprotnika, ki ga bo premagal, ne? Kje boste spremljali finale Lige prvakov? Kje boš ti? Luštno je bilo lani, ne? Ja. Lani bo tudi letos spremljali na Pogačarjevem trgu, v dobri družbi, ob dobri hrani in pijači. Tako da bomo letos tudi tam na Pogačarjevem trgu 31. maja. Bodi z nami tudi ti, bo napeto tako in drugače, ne boste niti žejni, niti lačni. Vabljen.